Spoštovane in spoštovani, na prizorišče današnje slovesnosti v spremstvu župana občine Ormož Danila Vrbnika prihaja predsednik republike Borut Pahor, častni pokrovitelj slovesnosti ob 150. obletnici Ormoškega tabora. Spoštovane in spoštovani, ob zvokih godbene pikala glasbene šole Ormož prihaja na prizorišče pod poveljstvom Aleša Capa, gasilskega častnika druge stopnje, namestnika poveljnika Gasilske zveze Ormož na prizorišče praporčaki, predstavniki metliških sokolov s praporom, praporčaki domovinskega društva generala Rudolfa Majstra iz Maribora, gasilskih društev in zveze občine Ormož, občine Sveti Tomaž in občine Središče ob Dravi, praporčaki Zveze veteranov za samostojno Slovenijo, Zveze policijskega veteranskega društva Sever, Zveze borcev za vrednote NOB in Zveze lovskih družin Tuj Ormož. Slovensko zastavo bodo v himni slovesno dvignili sokoli. Spoštovani predsednik republike Borut Pahor, drage Ormožanke, spoštovani Ormožani, dragi Prleki, spoštovani župan Danijel Vrbnjak, župani sosednjih občin, direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, dr. Aleksandar Lorenčič, visoki gostje, vinske kraljice, spoštovani poslanci in državni svetnik, spoštovani veterani in gostje, dobrodošli v Ormožu, v mestu, ki ga imenujemo tudi Sonce Prlekije. Prav lepo vas pozdravljam na slavnostni akademiji v počastitev 150. obletnice Ormoškega tabora. Na ta slovesen dan se želimo predvsem spomniti na veličino in hrabrost dejanj, ki so naše prednike pred 150 leti vodile do uresničitve skupnih idej in sanj. Izraziti želimo poklon vsem, ki so v tistih zahtevnih časih znali se povezati in poenotiti. Že takrat so se zavedali, da zedinjena Slovenija ni sama po sebi umevna. Treba jo je izboriti, negovati, spoštovati, skrbeti za sočloveka, ohranjati slovenski jezik in vsezadnje slovensko kulturo. Le zato lahko gledamo v prihodnost, če dobro poznamo svojo zgodovino in če poznamo krajevno zgodovino. Potem smo lahko ponosni tudi na mesto Ormož in širše območje, ki leži na odlični legi s čudovitimi in bogatimi zgodovinskimi in kulturnimi znamenitostmi. Ob ustvarjanju mozaika našega Ormoža moramo omeniti pomembne dogodke iz naše preteklosti. V arhivu Nemškega reda na Dunaju je ohranjena izvirna listina najstarejše omembe našega mesta, Holermus, Ormož, z datumom 16. junij 1273. Približujemo se torej 750. obletnici prve omembe našega mesta.
Drug pomemben dogodek sega v leto 1848, ko se je začela pojavljati ideja Zedinjena Slovenija. V nedeljo, 16. septembra 1848, se je v Ormožu izvedla velika narodna slovesnost, ko so ormoški slovenski narodnjaki na cerkveni zvon slovesno izobesili ilirsko, slovensko zastavo. Leta 1860 je v Ormož prvič pripeljal vlak. 16. oktobra leta 1868 pa je bila v Ormožu ustanovljena čitalnica. V zgodovinskem spominu na pomembnejše in prelomne zgodovinske dogodke našega mesta pa je potrebno omeniti leto 1869. Ormožani namreč praznujemo imenitno 150. obletnico 8. slovenskega ormoškega tabora. V daljavi, drage ste planine, v daljavi venec belih skal, iz tihe Prleške doline vam rad bi jaz pozdrav poslal. V daljavi se vrste vrhovi odeti v svetli plašč sinin, kjer v stene klešejo vetrovi v mogočnih brazdah svoj spomin. Tu vinski griči, zlate njive, tam v soncu led in sneg žari, odsev ožarja stene sive, tam naše kličejo poti. Slovenecem, Slovenecem, tako je mati jala. Ko me je dite pistovala, ko me je dite pistovala. Zatorej dobro vem, Slovenecem, Slovenecem, zatorej dobro vem, Slovenecem, Slovenecem, zatorej dobro vem, Slovenecem, Slovenecem, zatorej dobro vem, Slovenecem, Slovenecem. Slovenecem, Slovenecem, jaz ljubim očetnjavo. Molim za njeno čast in slavo, molim za njeno čast in slavo. Kar čutim, to povem, Slovenecem, Slovenecem. 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 Slovenecem, Slovenecem, od Zibeli do groba. Nega ne moja se zvestoba, nega ne moja se zvestoba. Da vsega reči smej, Slovenecem,
sem izgubil. Naj bo, pa bom odslej srčneje drugo ljubil. Pozabil bom, oj te dekle, aj tebi, oj domovina, srci poklanjam se. Ti ljuba zdaj edina. Pozabil bom, oj te dekle, aj tebi, oj domovina, srci poklanjam se. Ti ljuba zdaj edina. Slovenski tabori sodijo med najpomembnejše in najbolj pozitivne dogodke v celotni slovenski zgodovini. Slovenski narod se je na taborih odločil za združitev slovenskega narodnega ozemlja v zedinjeno Slovenijo in s tem podprl prvi slovenski politični program. Osrednja točka taborov so bili govori, v katerih so se voditelji zavzemali za zedinjeno Slovenijo. Govore na taborih so spremljale resolucije, zahteve po zedinjeni Sloveniji, po uvedbi slovenščine v urade, v šole, po ustanovitvi strokovnih, zlasti kmetijskih šol, univerz, hranilnic in posojilnic. Skupaj je bilo med leti 1868 in 1871 na takratnem slovenskem ozemlju organiziranih 18 taborov. Gospe in gospodje, k besedi ob današnji slovesnosti vabim župana občine Ormož, Danijela Vrbnjaka. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani poslanci Državnega zbora, spoštovani državni svetnik, spoštovane občinske svetnice Občinskega sveta občine Ormož, predsedniki, svetnice in svetniki krajevne skupnosti Ormož, kolegi župani sosednjih občin, predstavniki društev, zavodov, direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, načelnica upravne enote Ormož, spoštovani praporščaki, prleki, prlečke, ormožanke in ormožani ter vsi ostali zbrani, lepo pozdravljeni v imenu občine Ormož. Po 150 letih smo se danes zbrali na slovesnosti počastitev tabora v Ormožu. Njegov velik pomen je bil v želji Ormožanov, prlekov, Slovencev, da se povežejo in združijo prizadevanja za zedinjeno Slovenijo. Ljudem je dal potrditev, da lahko nekaj dosežejo. Zagotovo ni bilo vseeno, da več tisoč ljudi na enem mestu zahteva svoje pravice. In na ta dogodek moramo biti ponosni ter obenem imeti za zgled povezovanja in sloge. Tabor v Ormožu je bil 8. zapovrstjo, s tem pa nič manj pomemben, kot vsi ostali pred njim. Takrat nemškutarsko mesto Ormož je 8. avgusta leta 1869 v Kečkovem gaju ob zavednih domačinih, narodnih buditeljih, štajerskih rodoljubih, kot so Božidar Rajić, Vladimir Zavrnik, Ivan Petovar, Josip Vošnjak, Anton Tomšič doseglo velik odmev med ljudmi, obuditev narodnega ponosa, kot tudi prispevek k nastanku posojilnice, gradnje mostu čez reko Dravo, kot tudi kasneje gradnje osnovne šole na Hrdeku. Dr. Ivan Geršak je leta 1902 v ormoških spominih zapisal:
Sonce pregorkega rodoljuba in domovinske ljubezni ogrevalo je preveč nepozabnega nam Božje Darja Rajića, kateremu je počilo srce od toge v narodni borbi. Gorel je za naš sveti ideal, za združeno Slovenijo in je dosegel samo toliko, da si odpočiva v srcu matere Slovenije, naše beli Ljubljani. Dragi rojaki, delujmo vsi tako, kakor so delovali naši predniki. Posnemajmo o njih vzore in mislimo vedno, da je največja čast svetu služiti sveti domovini. Sloga, delavnost, vzajemnost, bodi naše geslo, so besede Božje Darja Rajića. To bi naj bile tiste stvari, vrednote, katere bi naj dajale težo in vrednost posameznika, kot tudi skupnosti. Pa je tako. Pri tem vprašanju cenimo, spoštujmo in bodimo hvaležni, kaj je bilo napravljenega v preteklosti in bodimo ponosni na ormoški tabor. Slovenci imamo svojo državo, svoj jezik in tudi to so dejstva, katere so poplačan trud posameznikov, ki so svojo trmo in z velikim srcem po hrepenenju in ustvarjanju skupnega dobra premagovali ovire in uresničevali cilje. Mi pa smo si prvo dolžni odgovoriti na vprašanje in potem v odgovoru, ki je kristalno jasen, zastaviti jasne in za družbo odgovorne cilje. Živela Slovenija, živel slovenski narod, živel Ormož. Drage Ormožanke in Ormožani, čestitke ob 150-letnici tabora v Ormožu. Naj rohnijo neurja in gromi preko goric, naj viharji pripogibajo in lomijo visoke jagnedi, naj šumi novina v kosmatih lagvih, vsa prlekija drhti v strahu in kipi v upanju kot ena družina. Gorice jo družijo, gorice ji dajejo smisel, da v delu živi vedno enako polno in gosto življenje, kot je z znojem žegnana majhna gorička zemlja, ki kljub ujmam rodi, ker jo negujejo v zvestobi in ljubezni. Oddavna živijo svoje življenje, v krvi in srcu nosijo gorice. Kodarkoli jih podi usoda, jih imajo seboj, še besede njihove dišijo po grozdju. Tega jim nikdar nihče ne bo mogel vzeti. Ljudje bodo ostali vedno enaki. Še po vekovih bodo isti, kot so bili pred vekovi in so sedaj. Ker bo grozdje vedno enako sladko in bo vino vedno vezalo srca Gričancev. Pod vsako rozgo pa je zakopano eno srce, da rodi vsem ljubezen do goric.
Tudi na ormoškem območju se je od srede 19. stoletja prebujala in stopnjevala narodna zavest slovenskega prebivalstva, ki se je vedno bolj zavedalo pomena boja za narodno enakopravnost in uveljavitev slovenskega jezika v javnem življenju. Pri tem so jim konec 60. let 19. stoletja pomemben vzgled predstavljali ljutomerski narodnjaki, ki so 8. avgusta leta 1868 organizirali prvi vseslovenski tabor. Narodno prebujanje v Ormožu je doseglo svoj višek 8. avgusta 1869 z organizacijo lastnega zborovanja. V spomin na omenjeni tabor smo v mesecu juniju v Beli dvorani grajske pristave na ogled postavili razstavo, ki jo je pripravila kustodinja etnologinja Nevenka Korpič iz Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. Spoštovane in spoštovani, k nagovoru vabim direktorja Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, doktorja Aleksandra Lorenčiča. Spoštovani gospe in gospodje, lepo pozdravljeni, dobrodošli na slavnostni akademiji ob 150. obletnici Ormoškega tabora. Veselje in čast nam je, da je častno pokroviteljstvo nad današnjo slovesnostjo prevzel predsednik Republike Slovenije. Še večje veselje, da je gospod predsednik danes z nami. Spoštovani predsednik, gospod Borut Pahor, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Med nami lepo pozdravljam tudi ostale visoke goste, poslance Državnega zbora, državne svetnike, župana občine Ormož, župane sosednjih občin, občinske svetnike, ravnatelje in direktorje zavodov. Spoštovani, za kulturne razmere na Slovenskem v 19. stoletju, stoletju političnih in družbenih sprememb, narodnih gibanj in industrializacije je bilo značilno, da je bil kulturni razvoj precej hitrejši od družbenega in gospodarskega. Medtem ko je bil že v letih marčne revolucije ob prvem slovenskem političnem programu, imenovanem Zedinjena Slovenija, in prvih zametkih nacionalnega čustvovanja v Avstriji vzpostavljen moderni parlamentarizem, je šele obnova ustavnega življenja leta 1861 dokončno modernizirala politično življenje v monarhiji. Parlamentarna ureditev je sprožila postopno politično mobilizacijo prebivalstva, kar je ustvarjalo podobo dokaj normalnega političnega delovanja. Politična liberalizacija pa je kmalu sprožila tudi nacionalno diferenciacijo. Vlada je bila v prvi polovici 60. let delno naklonjena krepitvi slovenskega učnega jezika v šolstvu, prav tako je podpirala zahteve po slovenskem uradovanju s strankami, ki niso znale nemško. Vladni namen je bil seveda povsem utilitaren. Kljub temu se je slovensko narodno gibanje v prvi polovici 60. let krepilo. Centri narodne agitacije so postale čitalnice, ob njih so se uveljavila še druga, v glavnem nepolitična društva. Konec leta 1867 je politično življenje avstrijske polovice monarhije vnesla novo dinamiko decembrska ustava. Za demokratizacijo političnega življenja sta bila izjemno pomembna zakona o društvenem in zborovalnem pravu. Kljub začetemu idejnemu razcepu je slovenska politika konec 60. let našla skupni imenovalec. Po češkem zgledu, kjer so že prirejali množična politična zborovanja, je po leti 1868 pričela organizirati tabore, ki sodijo zagotovo med pomembnejše dogodke v naši zgodovini. Čeprav so prinesle prvo množično politično afirmacijo slovenskega narodnega gibanja že volitve leta 1867, so tabori prenesli idejo Zedinjene Slovenije s časopisnih stolpcev in zaprtih sestankov politikov med širše množice. Pobudo je dal mladoslovenski tabor na Štajerskem, ki je s tabori skušal aktivirati predvsem kmečko prebivalstvo. S taborskim gibanjem je slovensko narodno gibanje postalo množično. Tabore so organizirali v vseh slovenskih deželah avstrijske polovice monarhije. Kot že slišano,
se je v letih 1868-71 zvrstilo 18 taborov in kot je znano, je bil prvi v Ljutomeru, najmnožičnejši pa v Vižmarjih. V prostorih ormoške hranilnice je bila leta 1868 ustanovljena narodna čitalnica, kjer se je zbirala narodno zavedna inteligenca, obrtniki, trgovci, zlasti slovenski meščani. V tistem času so večino prebivalstva predstavljali kmetje, na katere čitalnice sicer niso imele večjega vpliva, kar pa je spremenilo ravno taborsko gibanje. 8. tabora, 8. avgusta pred 150 leti, so se v Kečkovem gaju zbrale množice Ormožanov, Prlekov, drugih Slovencev, množično so tabor obiskali tudi Hrvati. Pečici zavednih domačinov je uspelo organizirati tabor, ki je privabil veliko število ljudi. Na taboru so ob programu Zedinjene Slovenije izrazili narodne in socialne zahteve, kot so bile slovenski jezik v šole, cerkve, urade in nasploh javno življenje. Sicer smo imena že slišali, pa ne bo nič narobe, če jih ponovim še enkrat. Osrednji govorniki so bili Ivan Petovar, Vladimir Zarnik, Josip Vošnjak, Anton Tomšič in Božidar Rajič, sicer eden najodmevnejših govornikov na taborih sploh. Po dobrem stoletju, z letom 1991, osamosvojitvijo Slovenije, mednarodnim priznanjem in vstopi v različne mednarodne integracije, z vrhuncem ob vstopu v Evropsko unijo leta 2004, smo dosegli tisto, o čemer so naši predniki sanjali. Spoštovani gospe in gospodje, na taborih je Božidar Rajič govoril tudi o germanizatoričnem značaju in prenizki izobrazbeni ravni slovenskih šol. Navajam: ako bi priplaval angel iz nebes in hotel trditi, da je tako ravnanje dobro bilo, jaz bi na ves glas povedal, to je laž. Konec navedka. Zakaj to izpostavljam? Zaskrbljujoče je, da danes člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti izražajo osuplost s pričo zanemarjanja skrbi za ohranitev in razvoj slovenščine v Republiki Sloveniji. To nikakor ne more biti pozitivno sporočilo in naravnost kliče po večjem zavedanju ter spoštovanju naše države in našega jezika. Iskrene čestitke vsem ob obletnici, upravičeno smo lahko ponosni na svojo zgodovino, na svojo državo in jezik, drug na drugega. Zavedajmo se, kar imamo, ni samoumevno. Lep dan vsem, malo za šalo, malo za res, naj prične, če že bo, deževati po 20 uri. Hvala lepa. Griči in griči, navmes doline, travniki, gozdiči, sadovnjaki in njive, gorice, gorice, gorice. Stare klečaje ob strmih klancih, temne pivnice, slamnate preše in bele zidanice. Žive ograje ob križih s Kristusom in Marijo, visoki jagnedi in beli zvoniki. Samotne tišine, vzdihi in kriki, pesmi, molitve, rojstva, sedmina in nove ženitve. Tu smo vsi eno, zemlja in človek, Bog in ptice, drevesa, domovi in naše gorice.
8. avgusta leta 1868, pred 150 leti, so se v Kečkovem gaju zbrale velike množice Ormožanov, Prlekov in drugih Slovencev, pa tudi gostov, Hrvatov, ki so prišli v narodno prebojeni Ormož od blizu in daleč, peš, s konjsko prego ali celo z vlakom. Vzklikali so ideje Zedinjena Slovenija, ki je bila oporna točka vseh predhodnih in naslednjih programov. Na ormoškem taboru je bila sprejeta resolucija, ki je postavila resne zahteve, ki so se začele uresničevati v naslednjih letih.
Leta 1876 so v Ormožu ustanovili hranilno in posojilno družbo. Leta 1884 je ponovno začela delovati čitalnica v Ormožu. Leta 1889 je bil v Ormožu zgrajen prvi most čez reko Dravo na hrvaško stran. In leta 1900 se je začela gradnja novega poslopja slovenske osnovne šole na Hrdeku. Vse to je bilo izrednega pomena za nadaljni razvoj mesta in širšega območja. Sporočilo ormoškega tabora je nedvomno bilo, da biti Slovenec predvsem pomeni hoteti biti Slovenec. Kjer se reka Drava obotavljaje, se začne poslavljati od prelepe slovenske zemlje in se svojo desno polovico že spušča hrvaški v naročje, stoji lepo čisto mestece Ormož. Tu se začno in se razprostirajo vse do Ljutomera prijazne prleške metropole, Ormoško-Ljutomerske gorice v severovzhodni Sloveniji. Še enkrat se naša planinska dežela vzvalovi in kakor s čipkami obrobljena zaključuje svojo mejo tam pri Kogu. Tu je svet po vseh gričih zasajen z vinsko trto. Čudovito lepo je tukaj. Pogled mi objema zoreče vinograde in sadovnjake, njive se praznijo, da bodo pripravljene za orača za novo setev. Lahen vetrič zaganja klopotce, veseli otroci si kurijo na paši, pečejo krompir in koruzo, vriskajo, pojejo. In ne bi bili sodobni, ko bi ne brcali žoge in se pogovarjali o vsemogočih športnih zmagovalcih. Pogled mi obstane na prijaznih domačijah s cvetočimi okni in kupih zrelih buč na dvoriščih, ki blešče, kakor da bi izžarevale vse tisto sonce, ki so ga upijale, ko jih je poljubljalo od jutra do večera. Kako drhti panonske trave, kako spokojno morje spi, kako bo lep ta dan še zate in zame, skupaj bova šla na sončno stran. Kako dišijo trte stare, kako mogočno lipa še stoji, ko da pozdravlja dan še zate in zame. Zdaj je pravi čas za prave ljudi. Tu je moj dom, tu sem doma. Tu je del mene, del mojega srca. Tu je moj dom, tu sem doma. Tu je del mene, del mojega srca. Tu sem doma. Tu, 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 tu. In zdaj prišel je dan še zate in zame, skupaj bova šla na sončno stran. Tu je moj dom, tu sem doma. Tu je del mene, del mojega srca. Tu je moj dom, tu sem doma.
pesmi pel, se življenja veselil, mnogo vinca je popil, ko je prvič šel v svet, si pripel rdeč je cvet, ki ga žulja v roko, mati dala je slovo, oče zgubljal ni besed, bil je vajen tujce gled, fantu dal je v spomin, zeleneči rožmarin in dejal, koder hodivo z njim, vedi, da si le slovenskega naroda sin. Koder hodivo z njim, vedi, da si le slovenskega naroda sin. Zamudiral si je pot, videl mnogo je zarod, težko se premagoval, ker ubijati ni znal, večkrat jokal je na glas, čakal je vrnitve čas, nič več ni le zmagoval in zato si je lagal iz dneva v dan. Ni mi mar boleči, z njimi živim, od slovenskega naroda sin. Ni mi mar boleči, z njimi živim, od slovenskega naroda sin. Od slovenskega naroda sin. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi in cenjeni gostje. Slavnostni govornik na današnji slovesnosti je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, častni pokrovitelj prireditve. Spoštovane gospe in gospodje, visoki gostje, spoštovani gospod župan, vam gredo izrazi moje hvaležnosti, da ste me danes povabili medse. To je čudovita prireditev, vsem ob njej izrekam iskrene čestitke ob tem visokem jubileju dogodka, ki je pomembno zaznamoval Ormož, vso našo slovensko domovino in pripomogel k temu, da smo se narodno zavedni Slovenci postavili zase in uspeli na vrhuncu svojih prizadevanj ustanoviti lastno državo. Prihodnje leto, konec decembra, v drugi polovici, bomo praznovali 30 let plebiscita, ko smo se državljanke in državljani Slovenije tako rekoč enotno odločili, da želimo ustanoviti lastno državo. Pol leta kasneje bomo praznovali 30. obletnico ustanovitve lastne samostojne slovenske države. Mislim, da bo to imenitna priložnost za eno zelo iskreno proslavo, slavje vsega našega naroda in vseh ljudi, ki živijo z nami v naši samostojni Republiki Sloveniji. Za slavje vseh Slovencev, doma, v zamejstvu in po svetu, da smo po tako rekoč 200 letih izrečenih narodnih prizadevanj za suverenost, za samostojnost, svojo državo ustanovili, jo enotno, brez narodnega razkola,
tudi obranili, jo mednarodno uveljavili in jo po naši volji pripeljali v družino evropskih narodov in držav, da bi skupaj z njimi, a ob ohranitvi lastnega jezika in lastne narodne identitete razvijali tako, da bo predstavljala varen, miren in blaginje poln dom za naše otroke in za njih otroke. Taborsko gibanje, 8. tabor v nizu 18, koliko jih je bilo pred 150 oziroma 151 leti tukaj na Slovenskem, v Ormožu, je pomembno prispeval k temu, da se je prvič za njim legitimizirala splošno med najširšimi ljudskimi množicami zavednih Slovencev ideja o povezani, zedinjeni Sloveniji. Takih gibanj takrat ni bilo malo, toda na Slovenskem so predstavljali takrat velik prelom. Slovenci smo stopili skupaj. Najprej mladoslovenci, kasneje staroslovenci in liberalci. Zadnji tabori so že potekali v duhu narodne enotnosti, politične enotnosti. To bo, kot bom kasneje poskušal reči na koncu, zelo pomembno tudi za našo narodno zrelost, ko gre za prelomne odločitve, s katerimi smo se soočili Slovenci konec prejšnjega stoletja, ko smo se odločili za samostojnost in ustanovitev lastne države. Poleg tega, da se je takrat legitimizirala odločitev o volja po zedinjeni Sloveniji, o povezanosti Slovencev, se je pokazala tudi, kot sem dejal, politična enotnost, ki je potem navdihovala slovenski narod vse tja do narodnega razkola sredi prejšnjega stoletja, ki pa je morda prispeval k temu, da nas je opomnil na to, kako pomembno je, da Slovenci med seboj, ne glede na to in prav zato, ker smo različni, politično in v vseh ozirih, sodelujemo in se ob najbolj prelomnih dogodkih v naši zgodovini tudi poenotimo. Tako Slovenci nismo ponovili napake ali okoliščine narodnega razkola iz sredine prejšnjega stoletja, v času druge svetovne vojne, ko so nas poskušali podjarmiti tudi drugi narodi, pa je še brat dvignil roko na brata Slovenca. Ampak smo v usodnih dneh, ko je razpadala prejšnja Jugoslavija, zmogli politično enotnost za to, da smo se pravi čas in na pravi način zavzeli za ustanovitev lastne države in jo tudi, kot sem dejal, enotno obranili. Taborsko gibanje je prineslo zamisel o tem, da bi živeli skupaj, seveda ne še kot samostojna država, zato je bilo takrat prezgodaj, ampak na osnovi zamisli, ki jih je prinesla Evropska pomlad narodov leta 1848, smo tudi Slovenci začeli razmišljati o tem, da govorimo enak jezik, sicer z različnimi narečji, da živimo v različnih deželah in da imamo pravico, da živimo skupaj. Predvsem pa, kot je bilo tukaj večkrat rečeno s strani župana, direktorja, da imamo pravico tudi v javnih institucijah uporabljati slovenski jezik. To je bila zahteva neprecenljivega značaja, ki je potem praktično celo stoletje odmevala in dajala ton narodnemu gibanju Slovencev. Tukaj v Ormožu je, poleg tega, da je bila sprejeta deklaracija, nastopil, kot je bilo rečeno, tudi eden najbolj pomembnih narodnih voditeljev Rajić. Njemu gre posebna zahvala, da je tukaj na tem zboru in tudi sicer
opozarjal, da zamisel zedinjene Slovenije ne vključuje Slovencev na drugi strani Mure. On pa je pozval k temu, da o tem, da živimo skupaj, razmislimo tako mi na tej, kot oni na drugi strani Mure. In ker smo pred pol meseca obhajali 100 let priključitve Prekmurja, je prav, da se spomnimo taborskega gibanja tudi z tega vidika. Med Slovenci na tej strani Mure je bilo prisotno torej vse bolj močno prepričanje, da želimo živeti skupaj in da želimo izpričevati tudi javno in uradno slovenski jezik. Rajić pa je bil eden izmed tistih, ki je pol leta pred odločitvijo zavednih Prekmurcev na drugi strani meje opomnil ves slovenski narod, da tudi prekmurski ljudje med Muro in Rabo sodijo v koncept zedinjene Slovenije. Mislim, da je to posebna odlika gibanja, taborskega gibanja tukaj na tem delu Slovenije in zlasti v Ormožu. Kot sem dejal, je treba taborsko gibanje videti kot en pomemben segment v nastajanju ene narodne zrelosti, tudi politične zrelosti Slovencev, ki je omogočila, da smo leta 1990-1991 najprej glasovali za samostojno Slovenijo in jo potem tudi ustanovili. Temu je pomembno botrovala tudi politična enotnost. Za politično enotnost Slovencev so se prvič v okviru taborskega gibanja zavzeli tudi voditelji različnih političnih prepričanj med Slovenci, kot sem dejal. Takrat je začela nastajati neko pomembno razumevanje, ki je vredno pozornosti še danes. Slovenci smo si, kot demokratičen narod, seveda politično različni. In imamo ne samo pravico, ampak tudi dolžnost, da svoje različna politična in druga prepričanja svobodno izpričujemo. Imamo pa, kot zrel narod, tudi dolžnost, da poskušamo med nami iskati vse tisto, kar nas povezuje, kar nas krepi, da negujemo sposobnost ob tem sodelovanju za potrebno enotnost ob najprelomnejših trenutkih, ki preizkušajo naš narod. Ivan Oman, od katerega smo se nedavno poslovili, pomemben voditelj ob koncu prejšnjega stoletja, je dejal, Bog ne daj, citiram, Bog ne daj, da bi se Slovenci morali še kdaj v prihodnosti tako poenotiti, kot smo se ob ustanovitvi lastne države. Kar dobro izpričuje njegovo razumevanje in se mi zdi tudi naše, pomena politične enotnosti. Ko govorimo o politični enotnosti, ne govorimo o tem, da moramo vsi, vsak dan, o vseh stvareh misliti enako. Prav nasprotno. Nič ni narobe, če imamo različna mnenja in če se o njih tudi prepiramo. To je pomemben vzvod za to, da krešemo mnenja in da pridemo do najboljših odločitev pri najpomembnejših vprašanjih, pa tudi do potrebnih kompromisov. Tudi zdaj, ko smo Slovenci samostojna država, ko smo po naši volji vključeni v Evropsko unijo, ko imamo tudi vojaške zaveznike in se nam zdi, kar je točno, da naša samostojnost, vključno z narodno identiteto, nista ogroženi, je dobro, da negujemo in to demokratično zrelost, da smo se sposobni med seboj prepirati o pomembnih stvareh, demokratično, in hkrati v luči negovanja te demokracije iskati kompromise in tisto, kar nas povezuje. Bistveno je, da se spoštujemo, da spoštujemo različnost in dostojanstvo tistega, ki misli drugače, hkrati pa vedno budno pazimo na to, da se ne bi prizadeli. Da se ne bi prizadeli. Kajti, čeprav danes živimo srečen čas slovenske zgodovine, ko imamo državo, smo vključeni v evropsko družino narodov, ne moremo za gotovostjo vedeti, kaj se bo dogajalo v naslednjih stoletjih. Naši otroci pa jih bodo dočakali. In tisto, kar našim otrokom želimo zagotoviti, je, da bi jih dočakali v miru
in v varnosti in da bi bili deležni velike blaginje. Toda naše sporočilo, ki je deloma tudi sporočilo taborov, tudi tistega v Ormožu pred 150 leti, zlasti pa ustanovitve naše države kot prelomnega dogodka v naši zgodovini, ki nam je dal v roke orodje za lažje, boljše, kvalitetnejše, uspešnejše ohranjanje naše narodne identitete, je, da imamo Slovenci obe izkušnji in razkola in enotnosti in da smo razklani doživeli žrtve, zaradi katerih še danes na nek način celimo rane in da smo izkazali tudi zrelost za enotnost, zaradi katere še danes, bom rekel, lahko žanjemo sadove in da moramo storiti vse kot njihovi starši, kar je v naši moči, gospe in gospodje, da ohranjamo to in narodno, če želite, zavednost, kar ste vi rekli, spoštovani gospod župan, vi, spoštovani gospod direktor. Zavednost, pripadnost temu narodu, hkrati tudi odprtost do sodelovanja z vsemi drugimi, eno notranjo demokracijo, razgibanost, če želite, razigranost, vključno s vsakodnevnimi prepiri, ki sodijo v politično in drugo življenje, hkrati pa, da damo našim otrokom vedeti, da ne zaradi razlik, ampak prav zaradi njih, morajo vedno paziti eden na drugega, se medsebojno spoštovati in če bodo, Bog ne daj, znova pred preizkušnjami, kot so bili njihovi dedje, da je pripadnost temu narodu in tej državi nekaj, kar je sveta stvar in en velik navdih za to, da se potrudijo poiskati tisto, kar je med njimi skupno in iti skupaj naprej. Za konec ne rečem samo eno osebno pripombo, ki zadeva dogajanja, ki jih lahko spremljamo na Britanskem otoku. Tam je bil referendum tako kot v Sloveniji. Tam so se tako kot v Sloveniji demokratično odločali o tem, ali ne ostanejo v Evropski uniji ali ne, kot smo se mi skoraj pred 30 leti, ali ne bomo samostojni ali ne. Kje je velika razlika med obema referenduma? V Veliki Britaniji so ljudje, kljub temu, da je ena odločitev zmagala, legitimno in legalno, ostali razdeljeni. V Sloveniji smo bili enotni. Zato smo lahko tudi konsekvence zelo težke, v bistvu zelo dramatične odločitve, da želimo lastno državo, uspeli izbojevati tako v vojni, kot v diplomatskih prizadevanjih. Tam, ko gre za pomembna vprašanja, kot recimo zdaj na Britanskem otoku glede obstanka v Uniji, pa so ljudje razdeljeni. In kljub temu, da lahko opazujemo pravzaprav en zelo, bom rekel, moder, discipliniran politični proces, kako naj konsekvenco narodove volje uveljavijo, lahko spremljamo velike težave. Hočem reči, to je še eno izmed opozoril, ilustracij tega, kako moramo hkrati seveda spoštovati demokracijo, različnosti med nami, hkrati pa paziti, da ko bodo tisti usodni trenutki, ki jih je Oman imenoval, da so zelo redki, da takrat Slovenci, vsi ljudje te domovine, ostanemo enotni in zavarujemo dobro, varno, mirno življenje naših otrok. Bodite tako z našo ljubo domovino, srečno. Iskrena hvala, spoštovani predsednik Borut Pahor, za izrečene besede slovesnega slavnostnega nagovora in za prevzem častnega pokroviteljstva ob 150. obletnici ormoškega tabora. Najodmevnejši govornik na ormoškem taboru je bil domačin, rodoljub Božidar Rajić, ki je preko govora trkal na domoljubne strune z naslednjimi besedami. Prireditev naj bo največji korak k boljši naši bodočnosti, ki naj nas povezuje in zedinja, kar je ob njegovem gromovitem glasu želo največ aplauza.
Duhovnik Božidar Rajić je bil v 19. stoletju eden najbolj znanih slovenskih narodnih voditeljev in eden od pobudnikov taborskega gibanja ter velik zagovornik ideje zedinjene Slovenije. Slovel je kot odličen, če ne celo najboljši in najpriljubljenejši ljudski govornik med Slovenci, ki je z gromovitimi in navdušenimi taborskimi govori privabil in politično osvestil velike množice na taborih. V slovenskem biografskem leksikonu ga je Jožef Tičar opisal tako: orjaška telesna konstrukcija, ki je v sebi skrivala tudi velike duševne moči. Rajić jih je razvil pretežno v narodno, kulturno in politično delo ter mu posvetil tudi svoje zasebno življenje. Kot rodoljub je poosebil za tisto dobo najplemenitejše stremljenje Slovencev po kulturni in politični osamosvojitvi. Otrok sem še. Ob meni je mladost, zlata, srečna, neomadeževana in sveta mladost. In vse je še pred menoj. Vse je lepo življenje, dolgo in sončno, s stotirimi lepimi upi, s tisočerimi velikimi deli, 100 tisočero srečo. Otrok sem, z dušo spleteno iz blestečih sončnih žarkov. Za mizo sedimo, v domači sobi, oče resen, a dober, mati vesela in srečna, sestrica in bratje in jaz. Vsi majhni in vsi z nedolžnimi očmi, smehljajočimi se usti in veselimi srečnimi obrazi. Kako tudi ne bi bili veseli in srečni, v srcu čistost in nedolžnost, pred nami še vse lepo in dolgo življenje, s stotirimi drznimi upi, s tisočerimi velikimi deli, 100 tisočero srečo. In ves svet je tako lep in sončen, brez vsakega mraka, brez vse teme in brez vse hudobije. In tako neizmerno vesel in prazničen je, na čast in veselje nam, ki sedimo za mizo skupaj. Srečni, smejoči se, sami otroci, brezskrbni, s čistimi srci in z angelsko nedolžnimi dušami. Sonce zaspano mi pravi, da si tu. In luna nad mano pozdravlja me v snu. Prvi cvetovi in prvo majsko nebo. Najlepši vrtovi v ljubezni skriti so, ker to je dan, najlepši san, ki traja bo za vedno. In utrip srca me vodi tja, ker je ljubezen prava. In če nekdo vzame to ljubezen, vzame mi srce. Brez srca zaljubljen biti se ne da. Prvi cvetovi in prvo majsko nebo. Najlepši vrtovi v ljubezni skriti so, ker to je dan, najlepši san, ki traja bo za vedno. In utrip srca me vodi tja, ker je
Preprosta je ljubezni pot, razdaja vedno vse posod, za druge se popolnoma ponuja. Z vso močjo objame te, razda vse, izniči se in reče ti potiho le verjemi. Haleluja, 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 Ljubezen Božja je modrost, neskončna radost, skrivnost, ki vžge srce ljudi iz sna prebuja. Razširi se v upanje, oči odpre, vezi razdre in glasno duša poje le verjemi. Haleluja, 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 Ko padeš, ko te zaboli, ko ne verjameš več v ljudi, ko ti beseda ljubiti je tuja. Verjemi, vedno tukaj je in z pomočjo odkrije se možganska in iskrena ta ljubezen. Haleluja, 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 haleluya, haleluya. Spoštovane in spoštovani, današnja slovesnost je potekala v organizaciji Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož in občine Ormož. Prireditev je zasnovala in pripravila kustodinja etnologinja Nevenka Korpič iz Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, enote Ormož. Ob obletnici tabora naj povem, da gospe Nevenke Korpič ni z nami, je na operativnem posegu v Ljubljani, je pa z nami njen mož, ki vse spridno snema in izproti pošilja. Ob obletnici tabora je bila postavljena tudi razstava. Izdane so bile spominska medalja, spominska znamka, kuverta, žig, razglednica, kar je oblikovala Maruša Korpič-Lesjak. Spominsko gradivo boste lahko po prireditvi dobili pred grajsko pristavo v Ormožu, kjer ima Pošta Ormož v sodelovanju člani društva Janeza Krstnika Ljutomer, sekcija filatelija, odprto okence. V kulturnem programu današnje akademije so sodelovali gledališki igralec Vlado Novak, pihalna godba, in pevski zbor Glasbene šole Ormož.
Folklorna skupina Kok, Miklavški oktet, skupina Kogovski dečki, Živa fras, etno skupina Gudalo in mladi folkloristi iz osnovne šole Ormož. Vsem iskrena hvala. Zahvala gre tudi tehnični ekipi občine Ormož, gospodu Jožetu Pergarju, glasbene šole Ormož, prosvetnemu društvu Janez Trstenjak Hum pri Ormožu za okrasitev prostora z rožami, gospodu Mirko Fekoni in pošti Ormož, Top Tonu Tonetu Toplovcu, Javnemu skladu za kulturne dejavnosti izpostave Ormož, Javnemu zavodu za turizem, kulturo in šport občine Ormož, Zavodu za informiranje Ormož, Radio Prlek, članom prostovoljnega gasilskega društva Ormož ter za pogostitev Društvo kmečkih žena in vinski kleti P&F. V programu so sodelovali tudi zastavonoše in praporščaki pod poveljstvom namestnika poveljnika Aleša Cafa. Zdaj bodo pod taktirko pihalnega orkestra Ormož tudi zapustili prizorišče. Spoštovane Ormožanke, spoštovani Ormožani, bodimo ponosni na zgodovino in preteklost našega mesta. Naše mesto je polno odločnih in odličnih ljudi. Upravičeno smo lahko ponosni na svojo bogato tradicijo, saj smo naši slovenski domovini, narodnemu duhovnemu in kulturnemu razvoju prispevali veliko. Naj bodo iskrenost, prijateljstvo in dober odnos tiste vrednote, ki nas bodo še naprej vodile in povezovale. Tako bodo živele tudi ideje taborskega gibanja, ki ne bodo nikoli pozabljene. Naj živi domovina Slovenija, naj živi Slovenka in Slovenci, naj živi vsi narodi, vsi domoljubni ljudje, ki nosijo Republiko Slovenijo v svojih srcih. Spoštovani, hvala vam za udeležbo današnje slovesnosti, s katero smo počastili spomin na 150. obletnico Ormoškega tabora. Hvala predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju za besede slovesnega nagovora in za prevzem častnega pokroviteljstva. V nadaljevanju se obeta prijetno druženje pred grajsko pristavo, kjer bomo po času, ki smo ga preživeli skupaj, tudi nazdravili prihodnjemu. Vse dobro.